Ali bo vlada pokopala zasebne vrtce v Sloveniji? S predlogom novega zakona o vrtcih bi namreč ukinila državno sofinanciranje njihovih programov. Ti bi bili tako odvisni izključno od občinskih koncesij, teh pa ne bi bilo mogoče dobiti, če bi bilo dovolj prostora v javnih vrtcih. Kar dolgoročno pomeni konec zasebnih vrtcev, ki jih je pri nas že tako veliko manj kot drugod v Evropi. Kot opozarjajo v zasebnih vrtcih, bi tudi staršem s tem odvzeli ustavno zagotovljeno pravico, da sami izberejo način vzgoje svojih otrok. Oziroma bi to izbiro imeli le premožni, tisti, ki bi se jo lahko privoščili. Staša Lozar. Ko so državni vrtci zadnjih nekaj let pokali po šivih, je država na stežaj odpirala vrata zasebnikom. 85% denarja, ki bi ga primaknila za otroka, če bi bil ta vključen v javni vrtec, trenutno pokrijejo v zasebnem. A kaj zdaj, ko število otrok upada? Demografija kaže, da se nekako število otrok v naslednjih letih zmanjšuje, rodnost otrok, tako da bomo tukaj morali zelo filigransko pretehtati, kako zapolniti, se pravi, predvsem javno mrežo. Zato ima država na mizi novelo, po kateri bi zasebni vrtci lahko dobili javna sredstva, le če bi jim občina podelila koncesijo, sicer pa ne. Bo tu poudarek na tem, da se prvo zapolni kvota ali pa recimo prosta delovna mesta za otroke v javnih vrtcih. Da pomeni polaganje odločanja, ali občina poleg javnih potrebuje še zasebne vrtce ali ne. V 10 letih konec zasebnih vrtcev so na nogah v Združenju zasebnih vrtcev. Pomeni, da novih zasebnih vrtcev ne bo. Obstoječi zasebni vrtci bodo delovali v obsegu, dokler bodo na isti lokaciji z istim obsegom zmogli. Potem se bodo tudi ti postopoma začeli zapirati in če gledamo čez enih 10-15 let, verjetno zasebnih vrtcev v Sloveniji več ne bo. In doda. Vsekakor bomo pa sistem, ki je trenutno dober in dobro funkcionira, uničili. Borih 5% je pri nas zasebnih vrtcev, medtem ko je evropsko povprečje pri 30%. Gremo v center Montessori, kjer vladne poteze spremljajo z zaskrbljenostjo. Iz pravice, ki jo imamo, preidemo na neko pravico, ki nam bo dana, če nam bo dana. In če država, da bo novela veljala zgolj za vrtce, ki bi se ustanovili na novo in ne za obstoječe, ter tiste s posebnimi pedagoškimi načeli, kot je denimo Montessori, pa tam državo opozarjajo. So vsi zasebni vrtci, tudi ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, nastali po tem zakonu in zato ne razumem te trditve, da s tem nismo ogroženi. Da gre za pravico do izbire, pa bijajo plat zvona tudi starši. Ni pošteno, da bi v bistvu bili zasebni vrtci dostopni samo premožnejšim staršem, ker tako kot smo si vsi ljudje med seboj različni, so si tudi otroci in pač vsak starš za svojega otroka najbolj ve, kjer vzgojni pristop je najboljši. A država odločno koncesij v prihodnje ne bo, če se bo v javnih vrtcih na ta račun manjšalo število oddelkov.